Že več kot polovico življenja se srečujem z bolnimi. Najprej kot študent, potem kasneje kot diplomiran fizioterapevt in zdaj zadnja 4 leta kot bolniški duhovnik. Kot duhovnik sem se srečeval z veliko stiskami in veliko bolnikov. Moram reči, da so me bolniki veliko naučili, predvsem vere. Vere v tistih težkih preizkušnjah, vere, ki ni zgolj ena teorija in ena ideja, ampak je živeta na način življenja, ki prinaša s sabo tudi veliko preizkušenj. V današnjem evangeliju se tudi Jezus srečuje in na splošno se je srečeval z bolniki, z ubogimi, in v današnjem evangeliju se sreča z hromim, ki ga 4 prijatelji verjetno prinesejo predenj. Tudi sam sem velikokrat prinašal pred Jezusa v sveto mašo ali pred najsvetejše bolnike. Tiste, ki sem jih srečeval na posteljah kliničnega centra ali pa onkološkega inštituta. In veliko ljudi je v kapeli na obeh lokacijah prinašalo svoje bolnike, svoje svojce. Prav spomnim se, kolikokrat sem videl starše, ki so trepetali in prinašali tega novorojenčka pred Jezusa, in sem prepričan, da je njihova vera in njihova molitev ga ohranila v življenju in je danes zdrav, krepak fant. Ko se sreča človek z boleznijo, se verjetno najprej vpraša, zakaj, kako, čemu. Tukaj je na mestu sveti Pavel. Sveti Pavel, velik tisti, ki je širil krščanstvo in Kristusa. Pavel je tudi imel svojo bolezen. Trn jo imenuje. Ne vemo točno, kakšna bolezen je to bila, verjetno pa gre za kronično bolezen in je, vsaj v pismu pravi, da je 3-krat prosil Gospoda, naj bo odvzet ta trn. In Gospod mu je rekel, dovolj ti je moja milost. Kaj je želel Gospod povedati Pavlu? Želel mu je povedati naslednje: dragi Pavel in hkrati tudi celotno človeštvo, vsak človek, kakršnakoli bolezen že je in te zadane, ni ovira, da Božja milost ne bi mogla delovati. V času adventa, ko pričakujemo Božič, ko se je Kristus učlovečil, ko je Kristus prevzel človeško naravo nase in hkrati tudi vse bolečine, tudi bolezen, tudi možnost, da zboli, se odprimo tej Božji milosti in ponesimo, prinašajmo pred tega Kristusa, ki nam je blizu vseh teh tudi človeških stvarih, pred njega, ki je luč, ki sije, ampak tista luč, ki sije v večnost.